Hvala lepa, da ste tudi prišli na to tiskovno konferenco, ki je malo v nenavadnem okolju, v naravi, prav prijetnem. Želel bi povedati, da se danes zaključuje volilna kampanja, tudi naša, tudi vseh naših konkurenčnih list, v kateri smo prebrodili Slovenijo, upravili več kot 20 000 kilometrov, stisnili nekaj tisoč rok slovenskim volivkam in volivcem. Letos za te volilne kampanje je bilo na voljo veliko manj denarja kot pred 5 leti ali pa 10 leti. Kriza se tudi tukaj pozna, zato smo poskušali alternativnimi načini priti do volilnega telesa in smo se pač odločili za ta živi stik z državljankami in državljani. In jaz mislim, da je tudi z tega zornega kota lahko ocenim kampanjo kot dokaj uspešno. Tudi podpora na javnomnenjskih raziskavah kaže kar dobre rezultate, pri čemer se nadejamo najmanj ponovitev rezultata iz zadnjih evropskih volitev. Slovenija dejansko ta hip živi v nekem posebni politični klimi, v pričakovanju novega. Letos bo ogromno volitev, državljanke in državljani bodo morali odločati ne samo na referendumu o udbovskih arhivih, ampak tudi še na predčasnih državnozborskih volitvah, pa na lokalnih volitvah. Lahko se zgodi, da bodo še letos, konec leta, še na državnozborske volitve, če ne bo neke stabilne vladajoče koalicije nastalo iz prvih predčasnih volitev. Tako da bodo imeli veliko možnosti za neposredno odločanje ljudje in to je v redu. Vsake volitve so dejansko festival demokracije in prvi taki korak, prva taka priložnost so že v nedeljo. Jaz bi želel, da je udeležba bistveno večja. Leta 2004 je bila 28,35%, čez 5 let je bila samo za 0,02% višja kot na prvih evropskih volitvah in jaz vendarle upam, da je v tem času, da je poznavanje Evropske unije, evropskih inštitucij napredovalo in da se tudi demokratična, participativna kultura nekoliko povečala in da bo udeležba tokrat nekoliko večja. Nenazadnje je dejstvo, da tudi ljudje že počasi spoznavajo, da so odločitve, ki sprejemajo evropske inštitucije, vplivajo neposredno na njihovo vsakdanje življenje. Eden od pomembnih stebrov v vrednostni strukturi Slovenske demokratske stranke je načelo domoljubja. Mi večkrat poudarjamo, da gremo z srcem v Evropo, z Slovenijo v Evropo, da si želimo veliko Evrope v Sloveniji, ampak tudi več Slovenije v Evropski uniji. Ampak Slovenska demokratska stranka je bila vselej tista politična sila, ki je bila močno ali pa najbolj proevropsko usmerjena izmed vseh pomembnejših političnih subjektov v Sloveniji. Istočasno pa je skrbela za vrednoto domoljubja. Nažalost, v Sloveniji to ni splošno sprejeto. Imamo še vedno stranke, ki so ne samo evroskeptične, ampak so tudi dokaj proti slovensko ali pa slovensko skeptične. Nenazadnje nam je, in to smo že večkrat poudarjali, hudo, da se tudi na prestolnici, na gradu, na nekem takem eminentnem mestu ne vihra slovenska zastava. Zato smo danes za vas pripravili eno svojevrstno presenečenje in bomo za kratek čas mi razvili slovensko zastavo. Ali bi bil danski grad lepši kot to? To, se veste, pa na vrsti vi, z morebitnimi vprašanji.